Spoštovane tovarišice in tovariši, gospe in gospodje, razpravljavci in vsi prisotni na današnjem dogodku o socialističnih alternativah v 21. stoletju. Moja generacija je še imela predmet samoupravljanja s temelji marksizma skupaj z zgodovino in nekaj teh sporočil nam je nekako ostalo, vsaj nekaterim, kar globoko vtisnjenih v spomin in v srce. Ena takih je, da je z razvojem proizvajalnih sil, da nastajajo nasprotja z obstoječimi družbenimi odnosi. Menim, da so danes ta nasprotja med proizvajalnimi silami in obstoječimi družbenimi odnosi že tako zaostrena, da so spremembe v družbenih odnosih nujne in neizogibne. Skratka, samo vprašanje časa še je, kdaj in kako se bodo te spremembe zgodile. Pravzaprav pa so se že začele dogajati. Plenilski neoliberalni kapitalizem je v silnem pohlepu po profitu presegal planetarne samočistilne kapacitete kar za 5-krat. Spodbuja vojne pod pretvezo širjenja demokracije in tako imenovane svobodne družbe, dejansko pa gre za spopade in obvladovanje naravnih virov. Tam, kjer vojaški spopadi zaradi drugačnih civilizacijskih kriterijev ne pridejo v poštev, se s pomočjo tajnih pogajanj o tako imenovanih trgovinskih sporazumih vsiljuje nadvlada interesov korporacij nad suverenostjo nacionalnih držav. Popolna nadoblast korporacij in kapitala je očitno najvišja oblika demokracije in svobodne družbe, ki nam jo ponujajo kot neko uravnoteženje družbenih odnosov z današnjimi izredno razvitimi proizvodnimi silami. To skratka ni ne demokracija in ni ne svoboda. Kot v mladosti smo radi prebirali znanstveno fantastiko in tam smo se čudili, kako so predstavljeni ljudje, kjer vrednote ne obstajajo več, ko ni ne narave, ne čustev, ko smo vsi v službi nekega nevidnega gospodarja, čipirani, razosebljeni, brezpravni. Ampak danes na žalost ugotavljamo, da so dela Huxleya, kot je Krasni novi svet in pa Orwella 1984, da kako ta dela postajajo pravzaprav neka kruta realnost. Sodobne proizvajalne sile lahko zadostijo potrebam vsega človeštva zgolj v polovičnem delovnem času, v 20 urah dela na teden. Tretjino proizvodene hrane svet zavrže, 1/7 človeštva pa strada. Torej bi lahko z ustrezno porazdelitvijo nahranili vsaj še 1 dodatno milijardo lačnih ust. Letna količina sončne energije, ki pade na Zemljo, 8000-krat presega letne svetovne potrebe po primarni energiji. Skratka, postavimo interese človeka in posameznika pred interese kapitala in korporacij in v zelo kratkem času bo hrane in energije za osnovne življenjske potrebe za vse dovolj in to na trajnosten, okolju neškodljiv način. In kje zaznavam osnove teh sprememb? Zaznavam jih za sintagmami, kot so poštena trgovina, sodelovalna ekonomija, krožno gospodarstvo, delavsko lastništvo in delavsko soupravljanje, zeleni razvojni preboj, distribuirana proizvodnja elektrike in toplote, družba brez odpadkov, ekološko kmetijstvo, opolnomočenje lokalne avtonomije in tako naprej. Torej se že ustvarjajo podsistemi, ki pomenijo kamenčke za mozaik prihajajočih novih družbenih odnosov. In več, ko bo teh kamenčkov, hitrejše in boljše bo ta mozaik sestavljen. Čeprav sama razmišljam in govorim analogno, ker sem še iz tiste analogne generacije, se bom tokrat vendarle poslužila digitalne prispodobe. Danes govorimo o stanju industrijskega razvoja kot o
četrti industrijski revoluciji, o industriji 4.0. In še enkrat bom parafrazirala, nehajmo razlagati svet, začnimo ga spreminjati. Kapitalizem 1.9 se je izpel in je zrel za smetišče zgodovine. To smo zaznali vsi, to vedo celo tisti, ki se delajo, da se s tem ne strinjajo. Čas je za socializem 2.0, čas je za ekosocializem. Hvala za vašo pozornost.